dvakrat 25 točk imamo, glasbenih, gledaliških, plesnih in res je zanimivo. Od A do Ž smo rekli, se pravi od Anje Pritekl, ki je predstavljala plesni par Latino, plesni par plesnega kluba Mirandens, pa do Aleksandra Meška in potem vse tja do Ž-ja, to pa je Žagarca ali Tanja Žagar. No, tako glasbene skupine kot tudi posamezniki s svojimi, kot rečeno, različnimi zgodbami o uspehu, ki pa imajo korenine prav za temi zidovi gledališča Toneta Čufarja, za katerega fasado zdajle skrbimo. Precej je tudi takih, ki so prvič prestopili prag gledališča Toneta Čufarja s prvim glasom Gorenjske. Ja, precej takih. No, slišali smo zgodbo Aleksandra Meška leta 1969. Je imel prvi nastop prav v jeseniškem gledališču in takrat je tudi zmagal. Potem enaka je zgodba Miha Rebernika, pa tudi njegovega očeta, pa Mance, takrat Urbanc, pa Klemena Torkarja. Sem še koga pozabila. Je pa Klemena Bunderla. Skratka, to so vsa tista imena, ki so nastopala na tem odru, no mnogi pa tudi kot igralci. Miha Rebernik kot igralec, Klemen Bunderla kot igralec, skratka, pojavljajo se v različnih vlogah in zato jih res z veseljem gostijo, so se pa tudi sami zares z največjim veseljem odzvali. No, potem sta tu še dva obraza iz tega zadnjega resničnostnega šova, znan glas, znan obraz ima svoj glas. To sta Renata Mohorič in pa Klemen Bunderla, še enkrat, če ga zvlečemo na plan. No, vesela sem tudi obeh voditeljskih, moderatorskih kolegov, to sta Janez Dolinar in Bojan Pogačnik, ki sta priskočila na pomoč, in pa vse generacije igralcev od 5 pa do 85 let, se pravi od tistih najmlajših, potem mladinskih do odraslih, dveh odraslih gledaliških skupin in pa seniorske skupine, ki je pravkar navdušila do tega odmora. Skratka, zadovoljna po vašem obrazu. Ja, zelo me veseli, da se dogaja takle dogodek in res sem vesela vsem, ki so prišli na tribuno, ki so prišli v dvorano spodbujati in prispevati za našo fasado. Upam, da se imamo vsi lepo. Sicer vse skupaj bo trajalo precej dolgo, ampak upam, da nihče ne bo obžaloval in da ostanemo vsi skupaj do konca.